Na območni zbornici Posavje Krško smo letos prejeli nekoliko manj prijav, in sicer 6. Od tega smo imeli 2 zlate, 1 srebrno, 2 bronasti in pa 1 diplomo. Letošnje prijave so bile zelo kvalitetne, tako po obliki prijave, kvalitetne prijave, kot po sami vsebini inovacij. In pa veseli me to, da so bile inovacije z vseh področij, se pravi produktov, izdelkov in tudi storitev. 2 zlati so, lahko mirno došle rečem, zavidljive na svetovnem nivoju. Kar se inovacije tiče, je zadeva v bistvu štartala tako, da smo dobili leta 2012 en posel v sklopu tega, bi rekel, obsežnega projekta inšpekcij toplotnih izmenjevalcev v nuklearni elektrarni Črna voda v Romuniji. Sicer smo najprej začeli na podlagi patentov ostalih firm, to so predvsem nuklearni giganti, kot so na primer Westinghouse, Areva, Babcock, in smo pol v bistvu štartali čist na svoje, razvili relativno enostavno orodje za odrez, ki pa bazira na elektrotermičnem principu odvzemanja. Mogoče bo kdo mislil, da pač, kaj pa je to cev porezati, da pa, ne vem, predstavljate si, da je to pač zaprta komora z par 10 tisoč cevmi, ti moraš pa 5 metrov globok prerezati cev primera 15 mm, pa jo potegniti ven, ne? Naša inovacija je pa v bistvu tehnološko izpopolnjen produkt za vleko manjše letališke opreme, to se pravi opreme za oskrbo letal. Sodelovali smo z zunanjimi institucijami, to so bili naši kupci, ki so bili večje evropska letališča, München, Stuttgart, potem smo sodelovali tudi s slovenskim, z Brnikom, z Dunajem. V enem smo tudi sodelovali z Fakulteto za strojništvo, z ekspertom iz fluidne tehnike ter z Akademijo za likovno umetnost. Na letošnjo inovacijo smo še posebej ponosni, saj je bila razvita skupaj z našim zelo pomembnim kupcem, nemškim BMW-jem. Skupaj smo sodelovali kot razvojni dobavitelj od samega začetka projekta. Šlo je pa za predstavni vzvod, kjer smo bili nekako soočeni oziroma izzvani po sestavi različnih komponent iz različnih materialov, tako aluminija, gume, kovine in raznih lubrikantov. Seveda po zahtevah kupca, ki je predpisal minimalne oziroma maksimalne specifikacije sestave, in še to, kar nam smo posebej ponosni, nam je uspelo razviti stroj, ki deluje v avtomatskem režimu in vse te parametre tudi nadzoruje, zapisuje, tako da smo kadarkoli zmožni predstaviti kupcu za vsak del, ki je nekje na trgu, v avtomobilu, njegove parametre sestave. To vsekakor je naša prednost pred konkurenti in pa seveda razvoj nam daje to možnost, da se lahko lotevamo tako kompleksnih stvari. Imamo, moram poudariti, zelo razvito inovativno dejavnost v podjetju. Tako smo si tudi zapisali v vizijo, da povezujemo inovativne rešitve. Hkrati smo pa zagnali še dodaten projekt, ta prava ideja, kjer res spodbujamo vse zaposlene k razmišljanju, k inovacijam, k dajanju pobud po inovacijah, kar nam bi seveda dolgoročno prineslo tudi novo povpraševanje, nove posle in pa seveda trajnostni razvoj in pa delo vsem skupaj. Klima je kar v redu, firma je odprta za razne ideje. Moram reči, da naše podjetje je zelo mlad kader, povprečna starost vsaj v razvoju nekje 30 let so ljudje in so zelo vsi nekako inovativni, vsi so brez nekih zadržanih misli, vsi so odprti in je zelo visoka stopnja inovativnosti. Oseba, ki gleda na stvari drugače. Dober inovator ne samo, da razmišlja o novih zadevah, mora imeti tudi posluh za svoje okolje. Kaj njegovo okolje potrebuje? Da se ne ustraši ideje, da če si nekaj zapič, da pol tudi se ti zgalot, pa gre. Dober inovator mora vsak dan, vsak moment razmišljati, kaj bo jutri novega in mora to imeti, mi pravimo, pod kožo, da
neprestano razmišljajo o tem, kaj bi lahko naredili boljše, drugače kot drugi in seveda, da imamo neko prednost pred konkurenco. Jaz mislim, da smo Slovenci precej inovativni na področju, ko razmišljamo, kaj bi se dalo. Malo manj smo pa inovativni, ko to dejansko je treba uresničiti v praksi. Marsikdaj je treba za dobro inovacijo, poleg ideje, ki zraste na manjšem zelniku, potem sestaviti večjo ekipo in narediti večjo podjetje ali pa večji tim in tu ponovadi malo zmanjka. Se pravi to, kako obdržati veliko skupino skupaj in z veliko skupino narediti neko dobro inovacijo. Kakor je finančni vidik pri nas bolj bogi, no, je inovativnost kar na nivoju. No. Jaz mislim, da smo podjetja na nivoju razvitosti družbe TPV vsi nekje na približno enakem nivoju, odvisno samo zdaj, na katerem področju delujemo. Je pa vsekakor pomembno, da z inovacijami in z razvojem sledimo trendom v svetu, ker to je edina možnost za obstoj in pa nadaljnji razvoj podjetja. Glede na to, kar smo danes videli tle, v bistvu se vidi, da je inovatorjev v Sloveniji, tudi v Posavju.